Tudi v mojem imenu lep pozdrav in hvala, da ste prišli na to tiskovno konferenco. Posebej zaradi tega, ker tiskovna konferenca ima takšen malo nenavaden naslov in vedno vprašanje, koliko splošno javnost zanimajo takšne teme. Ko ste videli predstavitev raziskave, so vedno takšne teme, za katere se točno ne ve, kakšen vpliv in kakšne posledice ima za splošno javnost oziroma za pacienta v javnem sistemu. Zaradi tega smo tudi organizirali to konferenco na takšen način, da je danes moja vloga predstavitev razlogov, zakaj je ta raziskava pomembna za oddelek in za Slovenijo in za vse paciente v njej. Kolegica dr. Anzet bo predstavila izsledke študije in potem bomo tudi predstavili, kakšna je vloga babice v tej raziskavi in potem tudi, kako je to posledica oziroma kako vpliva na pacientke. Danes bom govoril brez maske, upam, da smo preveč oddaljeni, tako da ne bo vplivalo za vas, pa je lažje, da razumete tisto, kar jaz govorim. Tako da, kar rečemo, zakaj je sploh tiskovna konferenca, zaradi tega, ker je to prva raziskava te kakovosti na oddelku za periodontologijo in prva raziskava te kakovosti na svetu, ki odgovarja na to specifično klinično vprašanje, o katerem bomo govorili. In potem, ko to povem, se vedno postavlja vprašanje, kaj pa pol. V bistvu vsaki raziskovalci v Sloveniji objavijo vsaki dan članke na različne teme in potem po čem se razlikuje današnja raziskava od tistih, ki ne pretegnejo tiskovne konference. Da bi odgovorili na to vprašanje, vedno začnemo se spraševati, kaj je tisto, kar nas loči od ostalih, kaj je tisto, zaradi česa smo sploh potem v medicini uspešni. In lahko potem postavimo se v rang najboljših svetovnih inštitucij na dveh področjih. Eno področje, da pokažemo podatke našega kliničnega dela, rednega kliničnega dela, ki poteka vsak dan. In tu je Slovenija tudi znana v svetu, ker se pravi ima dolgotrajno tradicijo z registrom raka Slovenije in registri, ki potem prikažejo to učinkovitost. Po drugi strani pa nismo samo potem uporabniki medicinskega znanja, ampak je tudi velika vrednost sploh za medicino v Sloveniji in v svetu, da smo potem tudi ustvarjalci znanja, se pravi, da odgovarjamo na določene teme in vprašanja, ki se pojavijo pri vsakdanjem delu. In to vsakdanje delo je sestavljeno iz kliničnih problemov. Se pravi, ko se pokažemo kot pacienti, moški ali ženske pri zdravniku, potem je to en problem za zdravnika, ki ga je potrebno rešiti, bodisi z diagnostičnega, bodisi terapevtskega stališča in potem iz laične javnosti vedno imamo neko pričakovanje, da zdravnik vedno pozna vprašanje, kako ga rešiti, kako diagnostiko speljati, kako terapijo in kakšne bojo posledice. V resnici pa ni tako in to se vedno spreminja in ta medicinska znanost in doktrina evaluira in se spreminja čez čas. In na kakšen način, vedno se postavi vprašanje, kaj je učinkovito, se pravi, kaj prinaša ta rezultat, ki si ga želimo, ko pacient pride k nam. In to vprašanje je bilo vedno skozi stoletja, se pravi, da tudi, ko so na drugih področjih raziskovali, na primer, različne svetovne lokacije, so v starih časih imeli različne mape znanja, kaj je tisto koristno. In te mape, kot vemo, so se spreminjale zaradi tega, ker enkrat, ko smo ugotovili, da nekaj ne vemo, je bilo tudi koristno, da se potem usmerimo v to področje, ki je neznano, da pridobimo vprašanje. In potem lahko dobimo odgovor, kaj je učinkovito, ko vprašamo za nasvet, tudi zdaj v fazi interneta. Lahko nam to poda v starih časih vrač, lahko nam poda babica, kaj je uspešno, prijateljica, internet ali pa kakšen starejši zdravnik, v katerega verjamemo, da ima določene izkušnje. Z letom 1950, se pravi po drugi svetovni vojni, pa se to stanje spremenilo, se pravi, da več ne verjamemo avtoritetam, ampak rabimo nekaj bolj oprijemljivega, na kaj se lahko zanesemo. In to se imenuje danes evidence-based medicine. Evidence-based medicine v bistvu išče različne dokaze na področju diagnostike in terapije, na osnovi katerega se lahko opremo zdravniki in potem tudi suvereno predstavljamo pacientom, kljub temu, da v določenih primerih nimamo absolutnega odgovora. In kljub temu, da se zanašamo na te objektivne podatke,
vedno smo v dilemi, zaradi tega, ker tudi ti podatki imajo različno vrednost. Lahko poročamo o različnih primerih, ki smo jih doživeli v klinični praksi, lahko govorimo in opisujemo skupino populacij, s katerimi smo se soočali, ali pa ustvarimo neko zelo kakovostno študijo, ki potem postavi temelje in standarde ne samo v tisti inštituciji, ki je to postavila, ampak tudi na svetovnem merilu. In to so tiste dve zgoraj omejena področja, ki potem postavijo svetovne smernice. In ta Cochrane Library, naprimer, ena organizacija svetovna, ko enkrat ona objavi svoje izsledke, se pravi, ukvarja se z zbiranjem podatkov, kakovostnih študij, in ko postavi merila na osnovi svojih analiz, potem se držimo jih vsi. Bodi se v Sloveniji, bodi se v celem svetu. In v teh organizacij, v katerem sem na srečo tudi sodeloval, se ukvarjamo z zelo eno natančno metodologijo, ki potem ocenjuje, ali so študije kakovostne, ali se lahko zanesemo na njih, ker potem je odvisno od tega milijoni življenj, bodi si z diagnostičnega, bodi si z terapevtskega stališča. Če tega nimamo, oziroma nimamo zadostnih podatkov, oziroma niso dobre kakovosti, potem se ponovno vrnemo na tisto stanje, komu bomo verjeli, in se moramo potem zanašati v najboljšem primeru na priporočila strokovnjakov. Če pa se to ne držimo, se pravi, če nimamo zadostnih raziskav, določene klinične vprašanja ostajajo neodgovorjene in se lahko potem tudi tragično končajo, ali pa za bistveno slabšim izidom, ki si ga sami želimo. Na področju perinatologije imamo tipični odgovor preeklampsije. Se pravi, je ugotovljeno že, da preeklampsija stanje, za katero je značilno povišano tveganje pri nosečnici, da se pokaže s veliko umrljivostjo matere, otroka in z prezgodnjim porodom, in to vprašanje je nekaj, s katerim se ukvarjamo desetletja. Potem je 78. leta že objavljena informacija, da aspirin pomaga, da se takšne stvari preprečijo, da se sploh takšno bolezen ne pojavi. Ampak kljub temu, da je to 1978. leta bilo odkrito, šele 2017 je bila tako kakovostna študija postavljena, v kateri je definitivno govorjeno, da aspirin pomaga, če ga preventivno jemljete, da se zmanjša potem umrljivost oziroma pojavnost sploh preeklampsije pri noseči ženski. In potem vidimo ta razpon od 1978 do 2017 je bilo neodgovorjeno vprašanje, aspirin se ni uporabljal, in potem koliko posledic je samo zaradi tega, ker nismo bili sposobni formirati ustrezno študijo. Ne samo mi, ampak na svetovnem nivoju. In eno največjih meril oziroma kakovosti študije, tako imenovana taka randomizirana, kontrolirana študija, ki je osnova za klinično prakso na nekem zanesljivem nivoju. Ampak se postavi vprašanje, ko delate te analize, da dosti kliničnih vprašanj nima odgovora na tem nivoju kakovosti podatkov. In potem se postavi vprašanje, zakaj. In lahko odgovorimo, da je neznanje, nerazlikovanje kakovosti dokazov, da je finančno zahtevno, organizacijsko zahtevno in težko je vključiti v klinično delo. Organizacijska zahtevnost je samo primer. Se pravi, da potrebujemo etično dovoljenje, določanje velikosti skupine, ki se da matematično izračunati. Potrebno so dve skupini, katere moramo primerjati, ne samo ena. Naključno razvrščanje pacientk v skupino. Potem mora biti vse enako, razen tistega dejavnika, faktorja, ki ga ocenjujemo. Zelo natančen protokol, potem natančna zanesljiva analiza podatkov in potem tudi strukturirano in natančno poročanje oziroma objava v zanesljivi reviji. Tako da je prvi korak v smislu, da se preden sploh začne študija, je objava, sploh da nameravamo študijo objaviti v tem registru. Potem moramo, ko enkrat dobimo rezultate, na zelo natančen način pokazati te rezultate, da se potem tisti, ki preverjajo rezultate, lahko zanesljivo ugotovijo, če so rezultati zanesljivi oziroma raziskava dovolj kakovostna. Tako da imamo eno osnovo in pogoje, ki je potrebno izpolniti, da rečemo, da smo sposobni tudi na kliničnem nivoju ustvariti določeno raziskavo, ki postavlja odgovor za klinično vprašanje. Katero klinično vprašanje konkretno pri naši študiji, pa bom predal besedo dr. Anzelčevi, da pove potem natankosti. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Tako po tem uvodu bomo zdaj nadaljevali z samo predstavitvijo naše raziskave.
In bomo začeli kar z v bistvu najpomembnejšim vprašanjem. Zakaj smo se lotili raziskave oziroma zakaj smo se lotili ravno te raziskave in ravno te specifične teme? Izhajali smo pravzaprav iz prakse, iz vsakodnevnega kliničnega dela v porodnih sobah, kjer smo ugotovili, da imamo določena vprašanja oziroma določene probleme z sprožitvami poroda pri tako imenovanem predčasnem razpoku plodovih ovojov v terminu. Zdaj, za začetek bi mogoče malo razložila, kaj to pomeni, da bomo potem samo raziskavo oziroma rezultate potem tudi lažje razumeli. V svetu se povečuje število porodov, ki jih moramo sprožiti. Sprožen porod pomeni vsak porod, ki se še ne bi začel sam z popadki, ampak mi pripravimo maternični vrat tako daleč, da se porod začne. Indikacij je več, od indikacij, ki so strani matere, recimo pridružene bolezni, ki so pogoste, nosečniška sladkorna bolezen, povišan pritisk, potem indikacija strani ploda, kot so zastoj v plodovi rasti, premalo ali preveč plodovnice in podobno. In ena izmed teh pogostih indikacij za sprožitev poroda je tudi tako imenovani predčasni razpok plodovih ovojov v terminu, za kar mi uporabljamo kratico PROM in jo bomo potem tudi v nadaljevanju uporabljali. To v bistvu pomeni, da nosečnici v terminu najprej odteče plodovnica, pride do razpoka plodovih ovojov, brez da bi nastopili popadki. In takšen porod se potem ponavadi sproži. Zdaj pa, tako kot se sliši enostavno, v bistvu gre za kar eno kompleksno zadevo. Od tega, da se v literaturi oziroma po zadnjih raziskavah sprašujemo, ali pustiti, ali porod sprožiti, kdaj sprožiti, na kakšen način sprožiti, s katero metodo sprožiti. Da vidimo, da gre v bistvu za eno kompleksno zadevo, ki se lahko zaključi na tak ali na drugačen način. In to je bilo naše glavno vprašanje, ali porod pri PROM-u sprožiti in po drugi strani na kakšen način. Vemo, da se medicina zelo hitro razvija, da obstajajo vedno nove in nove metode in ena od najnovejših metod sprožitve poroda je tudi tako imenovan dinoprostonski vaginalni dostavni sistem, o katerem bom tudi potem kasneje več povedala. In ta dinoprostonski vaginalni dostavni sistem se je izkazal za zelo učinkovitega, za zelo dobro sprejetega strani zdravnikov in strani nosečnic, ampak z eno težavo, da nima uradne indikacije za sprožitev poroda pri PROM-u. PROM se namreč ravno to, kar sem že omenila, razlikuje potem, da tu plodovnica odteka, medtem ko pri vseh ostalih sprožitvah zaradi drugih indikacij gre za tako imenovane intaktne membrane, kar pomeni, da plodovnica ne odteka. In mi smo želeli, da ta najnovejši način sprožitve, to metodo uvedemo oziroma dokažemo oziroma se prepričamo, da bi bila zelo učinkovita tudi pri PROM-ih in bi na ta način lahko nosečnicam zagotovili zadnjo metodo tudi pri indikacijah PROM-a za sprožitev. Zdaj pa, kot sem rekla, da bomo lažje razumeli, mogoče en tak krajši uvod v našo raziskavo, kaj je bistvo. Leta 2018 je namreč bila ena velika multicentrična randomizirana raziskava, ki je nekako obrnila način razmišljanja porodničarjev do takrat. Namreč dolgo je veljalo in s tudi številnimi raziskavami je bilo potrjeno, da sama sprožitev poroda pomeni povečano tveganje za carski rez. In tako smo imeli potem vedno pomislek, ali porod sprožiti ali raje ne, ali bomo zaradi tega povečali tveganje za carski rez pri nosečnici. Medtem ko je potem ta raziskava dokazala, da sama sprožitev poroda ne pomeni povečanega tveganja za carski rez, da za samo sprožitvijo se v bistvu ne poslabšajo perinatalni shodi, tako za mater kot za novorojenčka, ampak ne samo to, v bistvu je še en korak dalje,
V tej raziskavi so v bistvu primerjali skupino nosečnic, ki so jim sprožili porod v 39. tednu, torej en teden pred predvidenim terminom, v primerjavi s tistimi, ki so jih pustili, da je nosečnost potekala dalje tudi po terminu. In izkazalo se je v bistvu zelo zanimivo, da je bilo manj carskih rezov in torej boljši perinatalni izhodi pri teh nosečnicah, kjer je bil porod sprožen, ne, kar je ravno obratno, kot je veljalo do teh izsledkov. Če še nadaljujemo, to v bistvu pomeni, da bi bilo za nosečnico celo boljše, če bi porod sprožili v 39. tednu, kot pa če bi pustili, da nosečnost gre dalje svojo pot in da se konča začne porod z lastnimi popadki. In zaradi tega se zdaj pričakuje, da bomo verjetno teh sprožitev poroda še več in je potem še toliko bolj pomembno, da imamo res izdelane smernice in protokole. Kot sem rekla, gre za eno zelo kompleksno zadevo. Ko začnemo študirati ta PROM, vidimo, da je prisotnih kar nekaj dilem, tako v raziskovalnem svetu, kot potem tudi v klinični praksi. Ena takih glavnih dilem je tak imenovani aktivni ali pasivni pristop. To pomeni ali čakati ali ne čakati. Čakati oziroma čakati na kaj. Rekli smo, da se vsak PROM, torej v bistvu, da je PROM, pomeni odtekanje plodovničnih popadkov. Vemo, da se slej ko prej popadki tudi začnejo. Zdaj pa kdaj se začnejo, kako se začnejo, koliko časa čakati, to so pa te dileme, kjer so tudi raziskovalci in kliniki kar na dveh bregovih. Eni zelo zagovarjajo sistem čakanja, tako imenovan odloženi porod, kar pomeni, da pustimo nosečnico, ki pride v porodnišnico, odteka je plodovnica, da bo slej ko prej dobila popadke. Res se je izkazalo v eni raziskavi, da jih večina dobi po 24 urah, ampak po drugi strani vsako podaljševanje razpoka in čakanje povečuje tudi tveganje za chorioamnionitis in endometritis. To pomeni vnetja maternice in posledično povečuje vnetja pri novorojenčkih. Po drugi strani pa ne čakati, torej tako aktivni porod, pomeni, da mi nosečnico sprejmemo, odtekla je plodovnica in ji ponudimo takojšnjo sprožitev poroda. Ravno ta sprožitev poroda je bila nekaj časa dilema, oziroma ti, ki zagovarjajo čakati, da se bi s tem povečalo število carskih rezov. In sedaj s to raziskavo, ki sem jo prej omenila, z nekim novim načinom razmišljanja in z novimi raziskavami, se vedno bolj kaže, da je ta aktivni pristop v bistvu boljši. Zaradi tega, ker kot sem že omenila, se ne poveča število carskih rezov, se ne poveča ni več perinatalnih zapletov, ampak v bistvu ravno obratno. Dokazali so, da je carskih rezov v bistvu pri obeh skupinah enako, kar pomeni, da tako čakanje kot aktivni pristop ne poveča tveganja za carski rez. To pomeni, da aktivni pristop ni kriv, da se carski rez zgodi. Po drugi strani pa so dokazali boljše perinatološke izhode, tako za mater kot za plod. To sta v bistvu potrdili tudi dve veliki raziskavi. Ena od te tako imenovane Hochranove analize, kar smo prej slišali, da je sam vrh rezultatov in raziskave v svetu, in pa tudi ena zelo velika raziskava, objavljena leta 2020, imenovana TERM-PROM, ki je vključila več kot 5000 nosečnic, je enako dokazala, da je aktivni pristop tisti, ki zmanjša možnost vnetja, ne poveča tveganja za zaplete in zagotavlja nekako boljše izhode. In iz tega smo potem tudi mi izhajali in zastavili našo raziskavo tako, da bi pri nosečnicah, ki pridejo z razpokom v porodnišnico, porod sprožili. Mi imamo že dolgoletno tradicijo s tem v naši porodnišnici, da v bistvu te porode sprožamo z tabletami dinoprostona. Namreč, kako se porod sproži? Tudi tu je ena obsežna
bi rekla, toliko je možnosti, da je to spet eno posebno področje, ki se bi ga lahko dotaknili, ampak zaenkrat, kar je za nas pomembno, velja za zlati standard sprožitve dinoproston, v bistvu prostaglandin E2, ki dokazano krajša, zmehča maternični vrat in ga pripravlja, da nastopijo aktivna faza poroda in popadki, kar si želimo. In kot sem prej rekla, pojavil se je na tržišču ta novi vaginalni sistem, ki se je izkazal za zelo učinkovitega, varnega in skoraj v celoti nadomestil to tabletko, ki je bila prvi izbor prej. In tu je bila naša ideja, zakaj bi ravno te nosečnice, ki pridejo v porodnišnico s promom, ne mogle dobiti trenutno najboljše, najbolj varne, najbolj učinkovite metode, za katero ta dostavni vaginalni sistem velja. Problem je bil namreč v tem, da to zdravilo nima indikacije oziroma ni registrirano kot zdravilo za sprožitve poroda pri promu. Ko smo na to pomisli, smo v bistvu želeli, da je seveda zdravilo učinkovito, ampak da je tudi hkrati varno. Gre sicer res za iste učinkovine, torej tako tabletka kot dostavni vaginalni sistem vsebujeta dinoproston, ampak smo se vprašali, ali mogoče različni načini, sheme aplikacije in različne oblike zdravila vplivata tudi na to učinkovitost in varnost sprožitve poroda pri promu. Poleg tega, da velja prom še za eno posebnost, da že samo s tem, ko teče plodovnica, nekateri mislijo, da je to že neki take vrste trigger za začetek in za sprožitev popadkov. In smo se tudi vprašali, ali bi mogoče zaradi tega pri promu to zdravilo ne bilo premočno. Tako da smo hoteli dokazati, da je to zdravilo varno in učinkovito tudi pri razpokih. Kar je bistveno, da se varnost ocenjuje v tem primeru z stopnjo carskih rezov v vseh raziskavah in učinkovitost z analizo deleža vaginalnih porodov v 24 urah. In tega smo se potem tudi mi v naši raziskavi držali. Če zelo na hitro še enkrat poudarimo te prednosti dostavnega vaginalnega sistema, ker je to bil v bistvu naš cilj, da bi to res najboljšo trenutno zdravilo uporabili tudi pri tej populaciji nosečnic, ki ga zaenkrat niso mogle dobiti. Izhajali smo tudi iz tega, da smo to zdravilo, vaginalni dostavni sistem, zelo uspešno uvedli v naši porodnišnici leta 2020 za te vse ostale sprožitve razen proma. In v bistvu tudi nas presenetil, kako zelo hitro in kako zelo enostavno smo ga uvedli, kako zelo smo bili zadovoljni mi in v bistvu tudi nosečnice. In je v zelo kratkem času v bistvu zamenjal v celoti skoraj da dolgoletno tradicijo sprožitve poroda s vaginalnimi tabletami. In tu so tudi naštete te prednosti dostavnega vaginalnega sistema. Namreč sama vstavitev je zelo enostavna. V nožnici je lahko tudi do 24 ur, kar pomeni, da nosečnica ne rabi več pregledov, da ne rabi ponavljajočih se vstavljanj tabletk, kot je bilo to prej, ki so se vstavljale na 8 ur. Zaradi tega imajo tudi nosečnice občutek večje sproščenosti, imajo občutek, da niso toliko medikalizirani porodi. Po drugi strani z našega stališča se pa zdravilo kontinuirano sprošča, gre namreč za tak trakec, ki je napojen z tem zdravilom in se to zdravilo 24 ur, ko je trakec noter, kontinuirano sprošča v nožnici. In ko smo prišli do te ideje, zakaj pravzaprav se ne uporablja ta dostavni sistem tudi pri promih, smo se lotili rešitve neke vrste in hoteli pridobiti neke zanesljive podatke oziroma najti neke raziskave, ki pa jih na tem področju smo ugotovili v bistvu ni. Tako smo prišli do zaključka, da je z tega področja nujna raziskava in smo se odločili, da bomo takšno raziskavo naredili v naši porodnišnici. Poimenovali smo jo indukcija poroda s vaginalnim sistemom v primerjavi z indukcijo poroda s tableto pri predčasnem razpoku plodovih ovojev v terminu. Gre za randomizirano, kontrolirano raziskavo, kar smo prej slišali, da gre v bistvu za najbolj kakovostno raziskavo, ki smo jo poimenovali PESTI-BOR. Raziskava se je odvijala na oddelku za perinatologijo naše klinike v našem kliničnem centru Maribor.
od 11. marca 2021 do 31. avgusta 2022. Vključili smo 205 nosečnic z promom in kar bi tu poudarila, gre v bistvu za res veliko delo in veliko število porodnic, ki smo jih nabrali v kratkem času, res z zelo dobrim sodelovanjem pravzaprav celotnega tima v porodnišnici, za kar bi se jim res zahvalili. In na ta način smo v bistvu dobili res zelo zanesljive, zelo dobre rezultate, ki jih bom predstavila v prihodnosti. Tu pa vseeno še ena slikca, da si mogoče lažje predstavljate, za kakšno zdravilo gre. Enostavno to zdravilo stavimo enkratno v nožnico pacientke, torej nosečnice. Nosečnica ima tako samo en vaginalni pregled in ta trakec ostane v nožnici do začetka popadkov oziroma do največ 24 ur. Taka zelo elegantna metoda. Kar je pomembno, kako smo v bistvu raziskavo zastavili, kar je bilo že danes omenjeno, da smo razdelili nosečnice v dve skupini. Torej, mi smo želeli ugotoviti, da je ta dostavni vaginalni sistem enako varen, enako učinkovit, kot je sprožitev s tabletkami, torej s to uveljavljeno metodo, in smo razdelili nosečnice v skupino, ki so dobile ta novi dostavni sistem, in pa nosečnice, ki so šle v sprožitev po stari poti s tabletkami. In kar je zelo pomembno, da za takšno raziskavo, da sta res obe skupini nosečnic bili enaki po lastnostih in na ta način v bistvu zelo dobro primerljivi. Precej dela je bilo tudi za samo metodologijo, da smo raziskavo res dobro zastavili in potem prišli do rezultatov. Take 3 pomembne točke, ki jih mogoče velja omeniti, so odobritev Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, potem zunanji ocenjevalec iz druge ustanove, ki oceni ustreznost takšne raziskave, in seveda privilegij vseh teh dolgotrajnih postopkov in pridobivanja vse te dokumentacije pa potem pomeni nagrado, da lahko takšno raziskavo v bistvu vključimo v to res največji vrh Hochrannovih analiz, ki potem določajo svetovne smernice. Zelo pomembna v takšni raziskavi je tudi randomizacija, ki mora biti zelo dobro zastavljena. To pomeni, da mi vse nosečnice, ki so po vseh teh lastnostih enake, tudi naključno uvrstimo v eno ali v drugo skupino. Zato smo v bistvu izdelali svoj lastni računalniški program za naključno razvrščanje nosečnic, in ko je nosečnica prišla v porodne sobe, ustrezala seveda vsem kriterijem za vstop v raziskavo, jo je ta program randomiziral v eno ali v drugo skupino. Kar je tudi velja posebej poudariti, da smo pripravili tudi obrazce o privolitvi v sodelovanje, zloženke za nosečnice, ker smo jim razložili, za kakšno raziskavo gre, kaj je cilj, in jih na takšno raziskavo povabili. Vse so imele tudi dodatno razlago, vedno na voljo strani babic in zdravnika. In mislimo, da tudi to en velik doprinos k tej raziskavi, ker so se potem tudi, kar bom kasneje povedala, vse nosečnice, ki so bile povabljene, ki so ustrezale kriterijem za raziskavo v raziskavo tudi vključile. V bistvu ni bilo nobene, ki raziskave ne bi želela. In to so tudi te pozitivne strani za raziskave, za katere smo vedeli že prej. Namreč velja, da tisti pacienti, ki so vključeni v raziskave v vsakdanjem delu v bolnišnici, imajo celo bolj optimalno oziroma boljšo obravnavo v primerjavi s tistimi, ki so izven. Zakaj? Seveda ni to nekaj namernega, kar bi delali zdravniki, ampak zaradi tega, ker vemo, da gre v bistvu za raziskavo, vemo, da gre za podatke, ki so zelo pomembni, ki jih moramo potem dobro dokumentirati, zbrati, nadzirati in brezhibno izpolnjevati dokumentacijo, in se na ta način že zelo dvigne kakovost obravnave, ki je pa sicer sama obravnava seveda enaka že utečeni, kot je praksa pri nas. In kot sem rekla, nobena nosečnica ni zavrnila sodelovanja, in kar je tudi zelo pomembno in nam da misli, da smo v bistvu oziroma nam potrjuje, da smo se odločili za pravilno temo raziskave, je to, da so praktično vse nosečnice želele ta aktivni pristop s sprožitvijo. Nobena od teh nosečnic ni želela čakati na popadke, biti v porodnišnici z razpokom in čakati, kdaj bodo ti popadki nastopili, ampak so se vse tudi takoj strinjale, da grejo v aktivni pristop, da želijo sprožitev in da bodo sodelovale v raziskavi.
In sedaj rezultati same raziskave, kaj še enkrat poudarjam, je res pomembno pri taki raziskavi, da jo dobro zastavimo, da sta res obe skupini nosečnic primerljivi, da imamo enake lastnosti, da smo jih uspešno randomizirali in da smo zelo dobro definirali spremenljivke in dosleden protokol sprožitve. Na ta način smo res prišli v bistvu do zanesljivih vseh ostalih podatkov in rezultatov, ki jih bomo zdaj predstavili v naslednjih slajdih. V bistvu naš cilj, kot sem že rekla, je bil, da zdaj mogoče boljše razumemo, torej primerjati ta perinatalni izid in trajanje porodnih intervalov po sprožitvi poroda pri eni in pri drugi skupini. Torej, mi smo želeli dokazati, da je sama sprožitev poroda z vaginalnim sistemom enako dobra, ima enako dobre perinatalne izide kot že uveljavljen postopek s tabletkami in pa da ne vpliva bistveno, oziroma da se ne razlikuje sam potek poroda v teh časovnih intervalih med eno in drugo skupino. In to smo tudi dokazali. Ugotovili smo, da je nizek delež carskih rezov tako v eni kot v drugi skupini. Če se spomnimo, sem prej rekla, da je glavna preverjanje je varnost in učinkovitost metode in varnost se ocenjuje ravno z deležem carskih rezov in v eni in v drugi skupini sta bila nizka in med sabo primerljiva, kar pomeni, da v skupini z vaginalnim sistemom ni bilo več carskih rezov kot pri drugi, kar bi nam dalo potem misliti, da mogoče zdravilo ni varno. Zelo malo je bilo tudi carskih rezov v času sprožitve poroda pred začetkom aktivne faze. Kaj to pomeni? V tem času, ko smo mi ustavili ali tabletko ali vaginalni sistem in čakali na začetek poroda, na začetek aktivne faze, na začetek popadkov, je bilo namreč zelo malo carskih rezov. In ti carski rezi bi nam lahko v bistvu govorili o tem, ali je sama sprožitev poroda, torej sama metoda tista, ki mogoče povzroči carski rez zaradi nevarne oblike sprožitve. V obeh skupinah je bila tudi nizka stopnja zapletov in zopet primerljiva med skupinama in v obeh skupinah nizka stopnja neuspelih sprožitev, kar pomeni pa dokaz učinkovitosti zdravila, ker mora biti zdravilo v bistvu po eni strani toliko učinkovito, da porod sproži, ne pa zdaj preveč močno zdravilo, da na vsak način hočemo porod sprožiti in na ta način povečujemo tveganje za vse zaplete. Teda v bistvu smo imeli vse 3 točke dokazane, da je varno zdravilo z nizkim deležem carskih rezov, da je učinkovito z nizko stopnjo neuspelih sprožitev in da je varno tudi s tem, da se ni povečala stopnja zapletov. Torej, z našimi rezultati smo potrdili oziroma z našo raziskavo, da je vaginalni dostavni sistem varna metoda sprožitve poroda pri promu z nizko stopnjo zapletov in predvsem, kar je tudi pomembno, primerljiva s tabletami in glede na to, da gre za izboljšano metodo, torej ni dvoma, da se ne bi uporabljala tudi pri promu, tako kot se sedaj uporablja pri vseh ostalih sprožitvah. Drugo, kar smo želeli dokazati, kot sem že rekla, primerjati posamezne časovne intervale in tudi tu smo ugotovili, da so pomembni intervali med sabo primerljivi. Gre za časovne intervale od sprožitve poroda do nastopa, torej popadka aktivne faze in potem do rojstva otroka, kar smo v bistvu dokazali, da sam potek poroda v obeh skupinah poteka primerljivo. Na podlagi teh analize teh časovnih faz smo prišli tudi do dodatnih analiz oziroma do dodatnih zaključkov, da je porod daljši pri sprožitvah zelo z nezrelimi materničnim vratom in pri tistih, ki rodijo prvič. Torej nam ti rezultati dajo še več podatkov, da smo še bolj osredotočeni morda na tiste, ki rojevajo prvič in da lahko našo raziskavo oziroma kdaj tudi nadaljujemo in skušamo najti naprej optimalne rešitve tudi za to najbolj tvegano skupino prvorodk z nezrelim materničnim vratom. Za zaključke raziskave smo torej potrdili, kot sem že rekla, da je aktivni pristop dober, da je sprožitev poroda z vaginalnim dostavnim sistemom pri promu varna in učinkovita in da mislimo, da bi moralo biti to tudi navedeno v uradnih navodilih za zdravilo in pa nadgradnja tega, da se potem lahko tudi upošteva želje nosečnice, da zberejo ali aktivni ali pasivni pristop in da zberejo tudi zdravilo za sprožitev. In kar smo že danes slišali in še velja enkrat poudariti,
je zanimivo, da je v bistvu vaginalni dinoproston, trakec, vodilna metoda sprožitve poroda pri promu, oziroma vaginalni dinoproston, vodilna metoda sprožitve poroda pri promu. Nobena raziskava pa ni v bistvu primerjala varnosti in učinkovitosti teh že ustaljenih tablet z vaginalnim dostavnim sistemom, kar smo potem mi izvedli v naši raziskavi. In za zaključek, smo prepričani, da v bistvu gre za dobro metodo, ki bi potem lahko s tem, da smo v bistvu prebili let na tem področju za našo raziskavo, pomagali tudi izboljšati učinkovitost teh metaanaliz z večjo statistično močjo, torej svetovnih raziskav, ki bi potem tudi pripeljala do nekih trdnih priporočil in svetovnih smernic za sprožitve poroda. Članek je bil objavljen naše raziskave januarja letos v zelo ugledni reviji Journal of Clinical Medicine z res dobrim impact faktorjem 4,9 in članek je v bistvu že na voljo. Hvala. Tako da predajamo zdaj besedo še naši dami sestri porodnišnice Mariji Franc. Hvala. Tako, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Čisto na kratko vam bom prikazala organizacijo raziskave in seveda kakšna je bila tudi vloga babic v raziskavi. Seveda je na tej hudomušni slikici samo del babiškega kolektiva, nikoli se ne moremo fotografirati skupaj zaradi narave našega dela. Morda čisto na začetek toliko, da se spomnimo, da je babica pravzaprav strokovnjakinja na področju babištva, ki avtonomno prevzema naloge in dejavnosti tako na primarni, sekundarni, kakor tudi terciarni ravni zdravstvenega varstva, pa tudi področja šolstva. Je samostojna strokovnjakinja v babiškem in negovalnem timu ter članica zdravstvenega tima, v katerem skupaj z drugimi strokovnjaki sodeluje v zdravstveni obravnavi žensk in pa otrok. Babice in babičari si prizadevamo za vseživljenjsko izobraževanje, za širitev strokovnega znanja, tudi za raziskovalno delo, podpiramo tudi raziskovalno delo, promoviramo obporodno oskrbo, ki seveda temelji na znanstvenih dokazih. Skrbno načrtovanje in organiziranje neke raziskave zagotovi raziskavi zagotovo kredibilnost in pa tudi uporabnost. Potrebno je vsekakor usklajeno delovanje vseh deležnikov v raziskavi. Raziskavo smo organizirali tako, da smo skupaj z našimi porodničarji, dr. Anzelc in pa profesor Mojezinovičem, torej predstojnikom oddelka, bilo potrebno seznanitev pravzaprav vseh babic, ki delajo v porodnem bloku naše porodnišnice. Prikazan je bil predvsem, torej razložen je bil namen raziskave, potek raziskave, vključitveni, izključitveni kriteriji, ustrezni računalniški program, natančnim beleženjem v računalniški program in pa seveda tudi zdravstveno dokumentacijo. Naloge babic oziroma babičarjev v času raziskave so bile predvsem ocenjevanje intenzitete bolečine po vizualni analogni skali, spremljanje stanja ploda s pomočjo kardiotokografije, spremljanje odpiranja materničnega ustja in spuščanje vodilnega plodovega dela, spremljanje odtekanja plodovnice, skrb za dobro psihofizično počutje porodnice in nenazadnje podpora spremljevalcu porodnice. Pri čemer ne smemo pozabiti, da so seveda bili tudi, da smo morali skupaj z našimi porodničarji zagotavljati tudi etični vidik raziskave, torej upoštevati in spoštovati smo morali prostovoljno sodelovanje porodnice po predhodni seznanitvi z raziskavo, ki je pač razložil porodničar in kasneje, če je imela dodatna vprašanja, tudi babica, ki jo je spremljala v porodu.
varna vključenost v raziskavo, zagotavljanje pravice do zasebnosti, zaupnosti podatkov, do dostojanstva in spoštovanja. Spoštovanje pravice seveda tudi do odklonitve sodelovanja brez kakršnih koli posledic. Raziskovanje na področju porodništva in babištva, to, kar pač smo mi tudi z to raziskavo opazili, so na eni strani, torej, kaj je dobro za kolektiv in na drugi strani, kaj je dobro torej, za vse ženske, ki prihajajo torej, roditi v našo porodnišnico. Zagotovo organizacija takšnih raziskav nasplošno dviguje kakovost klinične oskrbe porodnic v ustanovi, kjer se raziskave izvajajo, zagotavlja varno in celostno obravnavo porodnic, krepi medpoklicno sodelovanje in zaupanje med porodničarji in babicami, pripomore k nenehnemu razvijanju stroke ter permanentnemu učenju vseh deležnikov v raziskavi. Predvsem nas je kot babice, bom rekla, presenetilo dejstvo, da vse ženske, ki so prišle v našo ustanovo z predčasnim razpokom plodovih jajčnih ovojev in so imele možnost, da se počaka, torej da se aktivno ne pristopi, so to kljub temu želele, iz česar lahko tudi sklepamo, da ob čim manj bolečem porodu si ženske želijo tudi porod v varnem časovnem okvirju z zagotovo optimalnim izidom, dobiti zdravega novorojenčka in postati oziroma ostati zdrava mati. Kar pa seveda z izsledki te zelo pomembne raziskave pravzaprav ta raziskava tudi potrjuje. Ob tej priložnosti bi se v imenu celotnega babiškega kolektiva rada povedala, da nam je v čas in ponos, da smo bili lahko kot ključni steber in del te raziskave in ob tem iskreno čestitam naši raziskovalki dr. Anzelc in profesor Muezinoviću. Vam, spoštovani novinarji, pa hvala za vašo pozornost. Še par besed iz moje strani je bilo, pa v bistvu takole bi rad poudaril, da takšno raziskavo se naredi kar tako in bi se zahvalil vsem zdravnikom, zunanjim zdravnikom, babicam in celotne organizaciji, celotnega tima, da to funkcionira. Ker brezhibne dokumentacije, zasnove raziskave, izvedbe raziskave, da se napiše in objavi, je ogromno dela. In moja nekakva vizija od trenutka, ko sem bil v Angliji in sodeloval v Cochrane Library, do trenutka, ko sem postal predstojnik, do sedanjega je bila vizija, da se vzpostavi infrastruktura, se pravi zmožnosti na oddelku za perinatologijo, da se takšne raziskave lahko izvajajo in potem z takšnim korakom v bistvu se postavimo na svetovni nivo, da se lahko primerjamo z najboljšimi inštitucijami in potem se tudi odpirajo priložnosti, da se organizirajo še bolj zahtevne raziskave, da se podajajo odgovori na klinično vprašanje, ker tisto, kar smo danes mi dosegli, se pravi teh 200 žensk slovenskih, ki so bile vključene v raziskave, so odprle pot za rezultati, da se isto zdravilo lahko uporablja naprej v naši porodnišnici, brez kakšnih dodatnih pogojev, v drugih porodnišnicah Slovenije in potem tudi v drugih porodnišnicah na svetu. In tu bi eventualno tudi pokazal, da je tudi v medicinski literaturi poudarjeno, da takšna stopnja raziskave, se pravi kakovost, je pomembna z več stališč. Prvo, da se potem pomikamo po mejah medicine in dobivamo nova znanja, ki lahko potem uporabljamo v praksi, da po drugi strani potem imamo možnost, da dosežemo to, kar smo dosegli, se pravi prva raziskava takšnega tipa na oddelku za perinatologijo, prva raziskava te kakovosti na svetu, ki odgovarja na to specifično vprašanje, raziskava objavljena v strokovni reviji visokega impact faktorja, rezultate raziskave se lahko uporabljajo že danes in raziskava je tudi postavila, kar je za mene kot predstojnika, ki je odgovoren za organizacijo dela, se pravi temelje in osnovno logistiko, da se to naprej razvija in potem se primerjamo z drugimi celo večjimi centri. Dokazano pa je, da
kljub temu, da raziskava izgleda takšna eksotična zadeva, da organizacija tega tipa, izvajanje raziskav takšnega tipa je neizogibni dejavnik, ki povečuje potem splošno kakovost kliničnega dela na inštituciji, kjer se raziskava izvaja. Zakaj? Zaradi tega, ker so vse oči potem usmerjene na to raziskavo, vsi tisti, ki raziskujejo, vedo, da bo to objavljeno in potem je tudi na svetovnem nivoju dokazano, da je eno z drugim povezano. Tako da potem ima tudi takšen stranski pozitivni učinek, ki je zelo koristen za celotno populacijo, nosečnic v našem konkretnem primeru, katero oskrbljujemo. Tako da je z tega stališča bi zaključil današnjo predstavitev naših izsledkov, našega truda in bi eventualno prvo, če imate kakšnekoli vprašanja, da se odgovorijo. Hvala lepa za pozornost. Izvolite. Ja, mi ste delali to raziskavo na 205 porodnicah vseh, ki so imele to diagnozo, se pravi v teh 5 mesecih, se pravi... V 2 letih. Aha, v 2 letih. 2 letih. To ni tak velik delež, koliko je to potem, 10% porodnica? Tako, v bistvu, to je odvisno, tako delež česa, ne, če govorimo delež pacientk na vseh, ne, ampak v bistvu nas niti ne zanimajo vse pacientke, to so takšne specifične pacientke, ki jih je tudi težko pridobiti, ne. Odstotek te diagnoze, ki jo imajo pacientke, napram vsem je, kako pogosto se to pojavi, ne, kako pomembno. Mislim, da niti ena pacientka je bila takšna, da je bila v procesu vključevanja in potem smo ugotovili, da je mlajša bila od 18 let in zaradi tega bila potem izključena raziskave. Se pravi, se ni zgodilo, da so zavrnile sodelovanje v raziskavi in da bi eventualno bilo zaradi kateregakoli razloga izključena kasneje iz raziskave. Vi ste mogoče mislili, koliko procentu se recimo v terminu pride do razpoka, ne? Koliko pa jih pride s popadki, ne? Brez da bi prišlo do razpoka, verjetno je bilo to vprašanje, ne? Ja, okrog 30% tisti, ki so v terminu, ne, tako. Se pravi, ni majhno, to je podobno kot v filmu, ko vidite, ko glavni lik dobi razpok mehurja, pa potem tečejo z avtomobilom do porodnišnice, pa se marsikaj zgodi potem zapletov. V praksi pa ni tako, ne, se pravi, v praksi pridejo tiste, ki so že za roditi, se pravi, z odprto maternično usti in bo skoraj vsaki čas rodila, to so tiste, ki so mogoče srečni v takšnem primeru, druge pa pridejo, da maternični vrat je popolnoma enak, kot je bil 3 tedna nazaj. In potem so v dilemi, kaj zdaj to pomeni, čakanje 1, 2, 3, 5 dni, ne? Ali pa, da se potem sproži porod, če govorimo o razpoku v terminu, se pravi, tisti, ki so kasneje oziroma prej se je zgodilo, seveda potem ne delamo takšnega ukrepa. To v bistvu tako, koliko jih ima v bistvu od vseh, ki se začnejo porodi, ja, so zelo različni podatki, v povprečju okrog 10% v terminu in okrog 30 do 40% v predzgodnjih porodov, kar pa da ne bi zdaj mešali, tako kot je že rekel profesor, ne, če bi se osredotočili potem samo na te, ne. Drugače pa je to velika populacija, ker mi se ukvarjamo tudi s predčasnimi, predzgodnjimi porodi, torej pred 37. tednom, pred terminom, ki so pa še bolj zahtevni za obravnavo, ker gre v bistvu za nedonošeno nosečnost in rojevanje nedonošenih otrok, ima pa spet popolnoma svojo zgodbo in bo mogoče enkrat nadgradnja te raziskave, recimo, ne. Aha, vi ste se osredotočili na teh 10, torej... V terminu, tako, v terminu, tako. Kako je bila raziskava financirana, mogoče tak tehnično, če lahko malo še pišete, ali je lahko strani UKC-a ali še z kakao? Tako, v bistvu UKC organizira interne raziskovalne projekte, ne, in potem stimulira in je v interesu Univerzitetnega kliničnega centra, ker potem mu to dviguje tudi, a pa omogoča statusu. Točno vam zneska ne morem povedati, ne, ampak tu smo imeli srečo po eni strani, da ta zdravila mi imamo že na voljo v redni klinični praksi in potem je zdaj samo vprašanje, kako uporabiti pri tisti populaciji, pri kateri jo po normalni klinični poti ne moremo, ne. In zaradi tega smo imeli potem srečo, da se ukvarjamo ne toliko s finančnimi problemi, ker smo dobili to raziskovalni projekt in je po eni strani to bila olajševalna okoliščina, ampak bolj s temi organizacijskimi drugimi zadevami. Enkrat, ko pa smo na tej dobri poti, potem se tudi odpirajo vrata za večje finančne projekte, ker bi eventualno želeli tudi, da
se vključijo v takšne projekte tudi sosednje porodnišnice in potem, da se naredi multicentrična študija, ki potem ima še dodatno težo kot samo ena, ki je narejena v enem centru. Zdaj, verjetno vas je bilo več, ki ste sodelovali, pa vendar en je verjetno vse to povezoval. Zdaj, okrog katerega imena so se zbirali vsi ti podatki? Kdo je bil glavni vodja raziskave? Se pravi, ta raziskava je bila narejena v okviru doktorskega študija, ne? In ta doktorski študij je od kolegice dr. Anzelčeve. Mentor za to temo pa sem bil jaz. Tako da v bistvu zasnova, tema, predlogi so bili z moje strani, dr. Anzelčeva pa je naredila tako, da je to se držala v kliničnem rednem delu skupaj, ker jaz se potem ukvarjam tudi z drugimi zadevami. Zbiranje podatkov, analiza pa je tudi bila narejena skupaj in smo potem tudi predstavili podatke skupaj. Ne? Tako da je ta zasnova nekoliko bolj zahtevna za doktorskega študenta, ne? Tako da to mora biti z strani drugega, ne? Pa potem doktorski študent. Samo dejstvo, da je organiziral takšno študijo, se pravi, da je odločil se za doktorsko nalogo, ki bo predstavljala takšnega tipa študije, je po mojem mnenju, ne, ena stopnička, ki se loči od vseh ostalih doktorskih nalog. Mene še nekaj zanima, predstavljal pred Tomaž Livšet, moj ime je novinar Dnevnika. Mene zanima, en podatek bi najprej rad znal, kolikšen delež vseh porodov se opravi za sprožitvijo podatkov, to me zanima približno, koliko je tega. Drugi podatek, pa mi zanima informacija, kaj zdaj pri tej indikaciji, je zdaj ta sistem dopustno uporabljati ali ne? Kje smo zdaj danes? Glede na to upravljeno študijo, ki kaže, da je to varno. Tako, se pravi, da ta študija zdaj omogoča, da v kliničnem rednem delu se lahko uporablja tudi zdravilo za takšne pacientke. Kaj posebej podpisati, glede na to, da potem ne, ker dosti teh zdravil, ki so na voljo in pa katerih nimajo izrecne registracije, mi tudi uporabljamo za druge namene. Naprimer, aspirin nima registrirano za reklamsijo, ne, pa se uporablja za ta namen. Zaradi tega, ker potem imate osnovo v raziskavah. Če bi se karkoli zgodilo, potem imate osnovo na osnovi svojih medicinske prakse, izkušnji in vsega ostalega, da potem na osnovi teh podatkov to naredite. Ne. se da uporablja. Seveda. Podpišejo pa vedno privolitev za sprožitev poroda, to pa vedno podpišejo, ker je v bistvu cel postopek razložen in tudi to zdravilo, na kakšen način deluje in kako se aplicira in tako naprej. To pa Tako, podpišejo. absolutno, to pa je druga zadeva. Ne. Kaj pa glede deleža, kolikšen Ja, delež se sproži tam? to je mogoče tisto, kar sem prej povedala, da nekje 25% že v razvitem svetu število sprožitev poroda, kar je dosti. In da se pričakuje, da bo ta trend še naraščal. Na eni strani zaradi starosti, pridruženih bolezni, na drugi strani zaradi trenda, tisto, kar sem omenjala, prelomno raziskavo, zdaj v bistvu tudi mi porodničarji začenjamo dojemati, da je to dokazano varen postopek, sama sprožitev poroda in se potem mogoče lažje in prej odločamo za sprožitev poroda, da oboje skupaj dviguje procent sprožitev, ki je zdaj, kot sem rekla, okrog 25%, ampak znotraj teh sprožitev poroda je več indikacij. Ne? In ena od teh indikacij je tudi razpok. Tako. Koliko pa je carskih rezov, če bolj to vzamemo? Koliko je bolj brez sprožitve, pa po naravni porod, koliko je tega? Vse ostale, ne? Vse ostalo, ma gremo že en del tudi. Se pravi, na splošno rečemo v Sloveniji tu nekje 22%, ne? Rečemo splošna številka carskega reza. Koliko pa je povezana z samo indukcijo, vprašanje je zelo relativno, ne? Tako. En brez vsega, en z sprožitvijo, pa tako, en pa morajo na operacijo. Pa še eno v bistvu dejstvo glede teh sprožitev, ne, je po eni strani takšna kontraverzna tema. Ne. Nekateri rečejo, zakaj bi zdaj sprožili, zakaj ne bi čakali, ne. Drugi rečejo, bomo sprej. Razlog je enostaven, zaradi tega, ker so v zadnjih časih odkrili, čisto z epidemiološkimi študijami, ko so delali grafe na velikem številu nosečnic, da je najmanjša perinatalna umrljivost v 39. tednu nosečnosti. Vse ostalo pred tem in potem tudi kasneje se povečuje. Ampak se potem odpre čisto drugo vprašanje, kaj zdaj to pomeni, da bomo sprožili vse nosečnice v 39. tednu ali pa kasneje, ker bo odpre potem ogromno logistični pa tudi etični problem. Ne?
In na to je zdaj neka rešitev takšna, da se tega zavedamo, ne, da govorimo o nekih absolutnih majhnih številkah, ne, posebej v Sloveniji v bistvu so rezultati glede tega odlični in potem se prilagajamo po eni strani, kakšna zdravila imamo na voljo, kakšna je tudi narava pripravljenosti pacienta, da sploh vstopa v takšne postopke in potem naredimo neko sredino, se pravi, da je trenutno stališče, da po 41. tednu nosečnosti ali pa parih dnevih ali pa po 42. tednu, da se več ne čaka, ampak se sproži porod v seveda pogovoru in za strinjanjem same nosečnice. Se pravi, da ni tisto 39. teden točka, ko sprožamo, da ne bi narobe bilo omenjeno, ne, ampak da je podatek, da so perinatalni rezultati najboljši v 39. tednu, ki so zdaj se pred kratkim pojavili, pred kratkim rečem par let nazaj, ki potem postavijo dilemo, kdaj sprožiti, ta odločitev za sprožitev nekoliko ima nižji prag ali pa višji prag. Ne. V starih časih so imeli zelo visok prag, da so puščali pacientke, zdaj pa se ta prag znižuje. In je odvisno od tega, katero zdravilo imate, koliko povzroča zapletov in kakšna je kompleksna proces te indukcije. Kolikšen pa je del carskih rezov pri teh, tudi pri tem postopku? Verjetno en del pa je, ne? Koliko? Vseeno potem končamo. Tako, koliko smo imeli potem skupaj? Okrog 6 do 7 mislim, da je bilo za obe, primerljivo za obe skupine. Tako. Koliko? Procentov. 6%. Ja. Kar je v bistvu zelo nizko, nekako je do 10 bilo pričakovano. tako. Da v bistvu mi smo imeli nižji delež, kot smo pričakovali, glede na trenutne raziskave. Ne. Ker sprožen porod nekako v Tako. populaciji splošno ima nekako konotacijo, da je to potem težji porod, da so močnejši, da si ti bolj intenzivna bolečina in tako naprej. Je to tudi... Raziskave tega niso potrdile. Ne? Tako da je to zaenkrat samo govor, res pa da upoštevamo tudi za žensko, ki si tega ne želi, mi ne forsiramo, ker pravim, to govorimo zdaj o absolutnih številkah, ko enkrat prijete tako nizko oziroma tako dobre rezultate imate in zdaj želite še izboljšati, potem ta izboljšava vedno vprašanje, ali zakomplicirate potem stanje na drugih področjih, v smislu, da zdaj inducirate in medikalizirate celotni porod, ne? Ali pa se držite tistih svojih številk in čakate mogoče na boljšo metodologijo in vse ostalo. Ne? Tako da je to tehtanje enega druge izbire.